lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Po desnem pasu. Danes sem z vami Naja in imam tukaj prav posebno gostjo, ki bo z nami malo spregovorila o naši nacionalni televiziji pa njenih izkušnjah. Tako da Vida, lepo pozdravljeni, kako ste? V redu, Naja, ti? Tudi. No, Evo, za začetek mogoče, kdo ste Vida? Kaj počnete, kaj je vaš poklic? Tako, malo sebi. Zdaj, če bi se na kratko opisala, sem novinarka. Čeprav sem se upokojila marca 2024, sem še vedno novinarka, mogoče bi lahko rekla upokojena novinarka, ampak vendarle še vedno delujem in funkcioniram kot novinarka, se izražam, ker me to zelo veseli. Novinarka sem. Okay. Kdaj pa ste začeli svojo pot na televiziji? Na televiziji sem začela leta 1988, 16. marec 1988 je bil. In tako, od takrat naprej sem bila ves čas na televiziji, praktično 36 let. Sem pa že prej imela delovne izkušnje, tudi kot novinarka. Sem bila 6 let novinarka pri občinskem časopisu in 1 leto novinarka in urednica pri Fabrškem Cajtangu, smo rekli, to se pravi časopisu Organizacije združenega dela, bi se takrat reklo, pri Slovenija lesu. Torej, na televiziji ste začeli prav na RTV-ju. Ja, tako. A se spomnite svojega prvega dneva na RTV? Spomnim se prvega dneva, ja. Takoj smo šli nekaj delati, ne. Mislim, teh začetkov se spomnim zato, ker sem bila jaz tako zelo, vedno zelo pripravljena in jaz sem si pravzaprav v tistih časih že naprej napisala poročilo. Me je skrbelo, a bom jaz lahko tako hitro potem posnela raport in vse, in sem si jaz pravzaprav že kar skicirala poročilo in jaz sem ena redkih, če vprašate Ljerko Bizilj, ki je bila takrat moja šefinja, kjer sem imela že naprej pred dogodkom napisano poročilo. Ampak tega sem se navadila na občini, kjer sem seveda pokrivala vse te družbeno-politične organizacije, vse zbore združenega dela, družbeno-politični krajevni, skratka vse življenje, ne, na občini, in sem že tam vnaprej je bilo že vse določeno, kaj bo povedal zbor združenega dela, vse je bilo že napisano, ali pa zbor krajevnih skupnosti, ker je družbeno-politični zbor, to se pravi, ta struja je že povedala politična, kaj je treba reči o posamezni stvari, tako da je bilo že vse naprej predvideno in jaz sem imela to v krvi, sistem je bil tak, saj že naprej vemo, kaj bo, in sem si kar skicirala že poročilo pred dogodkom samim. Torej, to je bilo v času osamosvajanja Slovenije, ne? To je bilo še prej, to je bilo leta 1988, ja. Jugoslavija je že razpadala, bila je inflacija ogromno in tako, v bistvu razpadal je sistem. In v bistvu, a lahko mi sploh govorimo o novinarstvu, če pravite, da so že v bistvu vnaprej vam vse povedali, kako je bilo treba poročati? A je to sploh novinarstvo pol? Ja, veste kaj, novinarstvo je bilo, recimo, ker sem jaz začela leta 1981 pri občinskem časopisu, je bilo novinarstvo na ravni krajevne skupnosti, gasilskega društva, tam so bile neke ankete, tam smo hodili po terenu, ne, moj teren je bil Bežigrad, ne, tako da novinarstvo se je tam dogajalo, ampak vendarle, tudi tam je bilo precej usmerjeno, recimo, kadar je šlo za samoprispevek, ne, pa smo delali anketo med ljudmi, pa je bilo vedno, dobro, so bili tudi ljudje proti, ne, recimo tam so 3 samoprispevki padli, ne, ampak smo tudi v anketah se trudili, da smo tudi govorili za in tako naprej, da smo iskali tisto pravo linijo. Pa spominjam se, vedno je bilo februar, mislim, da je bila obletnica smrti Edvarda Kardelja in je bilo vsako leto treba napisati nek uvodnik, ne, in to je bilo zdaj, ta Edvard Kardelj, ta Sperans je v bistvu napisal tisto eno knjigo, ki menda da tudi ukradel tisto idejo, slovensko nacionalno vprašanje, ne, in vedno ta stavek človeku, kdo da srečo, noben mu ne more dati, ne partija, ne nihče, ampak on sam, ne, pa smo vedno vrteli okoli tega stavka neke misli. To je bilo mučno, to je bilo zelo težko. Najtežje je bilo rojevati te uvodnike pri obletnici Kardeljeve smrti. A bi mogoče malo pokomentirali razliko, ali pa če te razlike ni, kako je bilo včasih s tem prostorom pluralnosti na televiziji, pa kako je zdaj?
No, ko sem jaz prišla leta 88 na televizijo, se je že začela ta pluralnost, a ne. Tako da bil je, takrat se spominjam, smetarski štrajk, pa so že, v bistvu so se začele neke stavke, se je slišalo to ulico, in seveda je bilo tudi v nacionalnem smislu dobrodošlo, da so ljudje izražali neka nasprotna mnenja. Tako da je bilo takrat, bi lahko rekla, več pluralnosti v programu, in pred osamosvojitvijo in po njej, tam nekje mogoče do leta 2000, je kar bilo pluralno. Potem se je pa ta prostor počasi zapiral. Zdaj, zakaj se je zapiral? Najbrž zaradi politike, ne, ker je prevladala leva politika. Leva politika, lustracije ni bilo, ne. Oni so se malce ustrašili, da bo pri nas se zgodil romunski scenarij, pa da bo Beograd prišel pa interveniral, in so se te levi politiki malce poskrili, da tako rečem, potem so pa iz teh mišjih lukenj ali kakršnihkoli krtovih lukenj začeli počasi prihajati ven, videli so, da se je zgodilo ni nič, ne. Nekateri so mislili, na televiziji smo imeli neko novinarko, ki je imela tudi soproga v policiji na visoki ravni, v Udbi v bistvu, pa so tudi mislili te ljudje, kaj bo, zgodilo se ni nič, in ker se ni nič zgodilo, so potem spet zacveteli v vsej svoji pojavnosti, ne. Ja. Zdaj ste omenili, da so v bistvu bili tudi te vodilne funkcije, so v bistvu upravljali ljudje, ki so bili del partije, ne. A bi mogoče to lahko tudi z današnjim časom kaj povezali? Da so tudi danes mogoče na vodilnih funkcijah ljudje, ki so del... Sigurno so kakšne vzporednice, sigurno. S tem, da je seveda teh partij in strank danes več in to omogoča neko demokracijo, tega pa včasih ni bilo. To so v bistvu bistvene razlike. Saj s političnimi strankami ni nič narobe, ne. To so nekako organizirani neki politični programi in celo premalo jih je, ne. Jaz bi bila pa vesela, če bi slišala nek politični program in bi potem na volitvah jaz za ta politični program lahko glasovala. Danes pač teh programov ni, ne. Je en sam program, samo da ni ta ali pa da ni oni, ne. In se v bistvu tako otroče obnašamo, ko pač smo proti ljudem, namesto da bi mi glasovali za, ne. In to je v redu, vsaka stranka ima nek svoj program, ne. Recimo zdaj pri tej vladi sedanji, ne, je zmagala neko gibanje brez programa in ga udejanja Levica, ne. Levica je pač ima svoj program in to ves čas, zdaj 4 leta že imamo ta program Levice, upajmo, da bomo preživeli, ne. Bomo. Ja. Ker sva prej ste omenili, da se je po letu 90 ta prostor začel malo odpirati, ne. Leta 2006 je bil sprejet ta Grimsov zakon, ne, zakon o RTV. In ta zakon je v bistvu določil, da so v programski svet lahko prišle tudi ljudje opozicijskih strank, ne. Zdaj se pa to spreminja, se pravi, se dogaja depolitizacija RTV-ja. A bi mogoče to malo pokomentirala? Ja, glejte, prej je bilo tako, da so dejansko prišli iz različnih političnih opcij, da tako rečem, tudi kulturniki, tudi SAZU. To je bil en zelo širok nabor ljudi. Recimo, jaz sem zelo bila vesela, da smo imeli mi direktorje RTV-ja, ki so bili močni, kulturno močni, kulturniki. Tako da danes, recimo, če imamo pač neke novinarje, ne, z vsem spoštovanjem do tega poklica, ki se čutijo sposobni, da bi kar vodili en tak sistem, kot je RTV, tudi programsko, ne, z nobeno globino praktično, svojo osebno globino, z nobeno težo, se čudim, kako si res sploh mislijo, da bodo to uspeli, in v bistvu dejansko očitno je zadaj nekdo drug, ki to vodi, ne. To se pravi, včasih je bilo več te širine. Več je bilo tudi razprav, tudi svet RTV je imel mnoge pripombe na delo novinarjev, na oddaje. In seveda je šlo to nekaterim na živce, ne, in so potem se trudili, da bi bilo tega čim manj, ker ko se ta prostor odpira, ko so bile seje sveta RTV tudi javne, ko je lahko vsak slišal, kaj nek svetnik reče o tem in tem uredniku, o tej in tej oddaji, je bilo to praktično za njih nesprejemljivo, zato so zdaj uvedli ta monolitni, a ne, svet. To se pravi, to, kar se je zdaj zgodilo, čemu rečejo depolitizacija, ne. Mi moramo vedno kontra razumeti, ne. Depolitizacija pomeni politizacija, ne. Dobra smrt pomeni uboj, ne, evtanazija je uboj. Vedno moramo zdaj zelo paziti v tem novoreku, ker tu je ogromno manipulacij z besedami. Skratka, v tej depolitizaciji je šlo pravzaprav za lustracijo. Za lustracijo
drugače mislečih, ne pa depolitizacijo. Vsej ljudje, ki so bili pravzaprav odstavljeni, zmetani na cesto, se niso večinoma v nobeni politični stranki. Politiki so te aktivisti, te novinarji, ki so jih ven zmetali, ne. Tako da, ja, zdaj je pač enoznačno, en glas. To, kar je pa najhuje, ne, pri tem novem zakonu, za katerega še vedno ne vemo, uradno ne vemo, ali je ustaven ali ne, je pa to, da so ukinili, tu so tudi vedeli, kaj delajo, ne, nadzorni odbor, ne. Jaz sem bila sama članica nadzornega odbora v nekem obdobju na televiziji. Nadzorni odbor je vendarle preverjal, kje se porabi denar, so bili komentarji, je bila kontrola. Zdaj tega ni, ne, in zdaj se razmetava, ne. In išče in povečuje to prispevek, ki ga moramo vsi plačevati, pa denar iz proračuna. To je zdaj narobe, ne. Zdaj, ta zakon še ni uradno ustaven, ne. Kdo nosi odgovornost tega zakona? Ja, ne vem, to je dobro vprašanje. Odgovornost načeloma nosi državni zbor in politika, ki ga je sprejela. Sprejela ga je politika po hitrem postopku, to se pravi po postopku, ki velja za vojne razmere. Recimo, nas bi napadla neka država, bila bi vojna, tako je treba mogoče narediti kaj z oddajniki, zvezami, vpoklicati kakšne novinarje, poslati na teren ali kakorkoli. To bi bile neke razmere ali pa mogoče zamenjati vodstvo v nekih takih razmerah, ampak te vojne ni bilo, ne. Bila je samo ta ideološka intenca, ta namen, njihova ideološka vojna, ki je tlela ves čas, ne. Tlela je pa zato, ker se je v tem svetu RTV pojavila prvič taka situacija, da bi vendarle te desno orientirane stranke imele na nek način prevlado. In to je bil pa zdaj katastrofalne razmere za levičarje, to se pa pač ne sme zgoditi in se ni zgodilo in so v izrednih razmerah praktično, pogojno rečeno, zamenjali, obglavili vodstvo televizije, seveda neustavno, ampak glejte, imamo ustavno sodišče, ki pač ni ustavno sodišče, ne, ki, ne vem, kaj je to je molkov organa, bi pravzaprav lahko rekli, molči zdaj že par let in še bo molčalo, ne. Ja, ampak recimo RTV plačujemo vsi, ne? Kako je pa to v bistvu fer do plačnikov, ki niso vsi levi, pa niso vsi desni, pač ljudje imajo različna mnenja. Ja. In vsi morajo to plačevati. A se to odraža na vsebini? Ne, to se ne, glejte, to je popolnoma nefer, ne. Z vidika potrošnika bi vendarle tudi gledalci morali imeti en vpliv na vsebino, ali pa recimo, če jim vsebina ne ustreza, ne, bi morali nekako njim prilagoditi, saj imajo varuhinjo pravic gledalcev, in ona dobiva neka mnenja, proteste ali kakorkoli, ampak spremeni se nič, ne. V uredniški politiki se nič ne spremeni, ker menijo ljudje očitno, da jim nihče nič ne more, ne. A veste, zdaj imamo to situacijo v Sloveniji, da pač ljudje na oblasti in tudi na RTV-ju rečejo, pa kaj, ne. So what, bi rekel Pahor, nihče jim nič ne more, denar dobijo, plače so, delajo po svoje, vi nas pa tožite ali pa se pritožite, ne, recimo. In to je neko stanje, neko nezavedanje, neka nedemokratičnost tega prostora, ki je zelo pravzaprav boleča tudi za ustvarjalce, ne, konec koncev. In za gledalce zato, kar se je zgodilo, ne, namesto da bi depolitizirali in očistili RTV tako imenovanih janšistov, jaz sicer ne vem, kaj to zdaj je, kdo je to, ne, oni so očistili RTV gledalcev, ne. Oni nimajo več gledalcev, ne. Ne samo, da bi tehnološko se morali razvijati, da bi morali mlade generacije, recimo generacije, kot ste vi, narediti oddaje, narediti na spletu karkoli, podcaste, karkoli vabljivega. Ne pa, da ti pobiraš denar in praktično zapiraš ta mnenjski prostor. A RTV financiramo samo plačniki ali še kdo drug? Ne, glejte, RTV financirajo tudi reklame, ne, propagandna sporočila, ki seveda skladno z EBU-jem, ne, to se pravi s temi evropskimi mrežo evropskih javnih televizij, ne smejo presegati nekega določenega odstotka, ne. In seveda dobi se denar z reklamami, z temi marketingom in tudi s temi prispevki in iz proračuna, ne. Zdaj problem nastane tudi še pred to depolitizacijo, da je pravzaprav gre velikokrat tudi za skrite reklame, za skrita propagandna sporočila, ne. Recimo so že prej neka
nek znak P, ne, se pojavi na desni strani na vrh ekrana, kar pomeni propaganda. Ampak ta P je gor, ne vem, recimo 3, 4, 5 sekund mogoče, tako da ga ljudje spregledajo in imamo neke programe, to smo izločili v program Plus v nekem obdobju, te uredniki, da v tem programu Plus lahko propagirajo, recimo, imate kuharsko oddajo, pa se propagirajo začimbe, pa zelo znano je recimo nekdo napiše knjigo, pa se v tej knjigi govori. Skratka, tu zadaj se preliva nek denar, uradno, neuradno, a ne, to je bilo tudi zelo moteče tudi za nas, ne, ustvarjalce v informativnem programu, ki pač s tem nismo imeli nič, ne. Tako da to je tudi en velik priliv, ki se včasih, tako pravijo, odvija tudi mimo uradnih poti. Torej, ljudje v Sloveniji ne morejo priti do dobrih informacij preko nacionalnega medija. Glejte, odvisno kateri, ne. Ja. Ja, tisti, če eni zelo hvalijo, recimo, če imate bolj levo usmerjene, oni so vsi veseli, končno smo zdaj dobili depolitizirano, končno je šla ta vaša, ne vem katera, ne, ste jo spravili stran ali pa kakorkoli, ne, ampak drugi ne pridejo do tega. Ampak a obstaja rešitev, da bi lahko vsi, mislim, a ne bi novinarstvo mogla biti v bistvu neka stvar, ki bi ljudem predstavlja objektivne podatke, objektivne, ne vem, situacije v tem smislu? Ja, glejte, seveda. Na ravni informiranja. Informacije je to tako, recimo, da seveda probaš povedati čim več, ne. Zdaj, za primerjavo bom povedala Ameriko, kjer sem bila tudi na izobraževanju. Na primer, sem bila na neki predvolilni konvenciji, takrat je bil še Bill Clinton prvič, ne. In potem sem prav pogledala njihove časopise, kako bodo zdaj oni poročali, ne. In oni so imeli recimo začetek te konvencije, praktično je bilo povedano vse, kar je bilo povedano na konvenciji, s tem, da je bilo nekaj povedano na začetku, ostalo je šlo pa potem v nadaljevanje v prilogi. Oni so dali popolnoma celo informacijo, potem so pa komentarji, a ne. No in zdaj, kaj se zgodi na RTV, ne? Saj v smislu te informacije, torej že tu nastanejo primanjkljaji, ne. Ne pove se vsega, pove se samo izjave tistih naših, ki nam pašejo, ne, vam bom povedala primere, ampak potem v komentiranju, ker oni pač mislijo, uredniki imajo eno zanimivo stališče, ne, da je treba ljudem, da ljudje niso, bom zdaj tako rekla, dovolj pametni, ne, da bi vedeli, kaj naj si zdaj mislijo. A razumete? In zdaj morajo oni ljudem obrazložiti, kaj naj si mislijo, ne, in povedo potem na koncu, torej mislimo si pa to, ne. Recimo primer je bil nekajkrat, recimo so bili pohodi za življenje, ne, in glejte, no, to je bilo tudi obravnavano na svetu, ko je bil še pluralen, so potem obravnavali odgovorno urednico, zakaj ni informativni program poročal o pohodu za življenje, poročal pa je o kontrapohodu. A si vi predstavljate? Zdaj, ker se ti odločiš, a ne, da ne boš osnovne informacije povedal, ja, kako boš, na kaj boš obesil kontrainformacijo pohod proti pohodu za življenje, če pa pohoda za življenje nisi, ne. Taki nonsensi nastajajo. Potem kasneje, zdaj že s tem novim neustavnim zakonom, to je moje osebno mnenje, jaz mislim, da je neustaven, ker je v celoti takoj obglavil vodstvo, ne. To je ta neustavnost, pa tudi druge stvari so. Zdaj že s tem neustavnim zakonom, ne, je prepovedano sodelovanje gospe Cankar Soares, ne, ki pač zagovarja to stališče za življenje, ne. Kolega Možina jo je hotel povabiti v oddajo, oni so rekli ne, ne. Ja, zakaj ne? Glejte, to je res noro. Saj tudi, če bo gospa govorila o zadevah, ki so napisane v ustavi, vendarle, mi smo zdaj sprejeli v ustavo, da je pravica do gotovine, pa imeli smo pravico do pitne vode, to se pravi, tudi takrat ne bi nihče smel zdaj govoriti o vodi ali o gotovini, ali kaj se to pravi. Mislim, to je nemogoča situacija, ki jo imamo. Oni zdaj cenzurirajo ljudi vnaprej, preden so sploh usta odprli. Zdaj je očitno nek indeks, nek seznam prepovedanih gostov. Če pogledava enega povprečnega Slovenca, recimo, da ta človek je tako, malo tam, malo levo, malo desno, malo ne ve, koga bi volil in ima pač prižgano televizijo, odzadaj kuha, pa mu malo RTV špila odzadaj, pa se v avto usede, pa val 202 pržge in skozi mu to odzadaj špila. Kaj bo ta oseba podzavestno odnesla od tega RTV-ja?
Ja, lejte, zdaj zanimivo ste omenili tudi RTV, ne, in radio. Torej, že po osamosvojitvi so ves čas govorili, zjutraj je bil napovednik člankov, pa je neka novinarka iz Dela govorila dobro jutro žalost, pa dobro jutro revščina, a ne. Ves čas se ustvarja nek vtis, da ta naša samostojna država, tako pod črto, če bi rekla, kaj slikamo, kakšno sliko slikamo mi že 34 let, slikamo eno zelo neprijetno sliko o tej samostojni Sloveniji, ne bodi ga treba, kaj smo pa zdaj to naredili, a ne, vsi kradejo, saj vse, pejmo nazaj v Jugoslavijo, saj Rdeča zvezda je okej, a ne, saj te vsi lažejo, saj so vsi isti, saj je ena sama korupcija. To so vse stavki, ki se dnevno plasirajo, ne. In potem seveda jasno pol je še par teh politikov, pol ta je pa tak, ne, se ustvarjajo neke zgodbe, ki so res ali pa niso res, ne. To si zdaj, namesto da bi mi gradili v teh letih, gradili državo, ki smo jo ustvarili, ki jo imamo nekateri radi, ki smo si jo želeli, jo ves čas potiskamo navzdol. Imamo himno tamle pred pošto, to je moja bolečina, ko stopam po himni, a ne, in ne morem verjeti, kako je možno, da smo napisali himno na tla v pločnik, da vsak dan hodijo ljudje po njej. Recimo, to je tipičen prikaz, kaj dobi danes človek iz tega programa. Potem pa imate razne oddaje, ki so poglobljeni pogovori, spet navijamo za splav, govorimo vse možne levičarske variante, Volk, kaj je v tujini, kako bi morali misliti. Vedno je to, jaz to sploh osebno ne morem več poslušati. Jaz, ko slišim, kam bo šla ta osnovna rdeča nit, ugasnem, ne morem več. Sem se nažrla tega levega, ne morem tega več poslušati, ne. Tudi glejte, mi smo se vsa ta leta borili za podjetništvo, pa za to, da bi nekaj ustvarili. Zdaj spet podjetniki, kaj? A veste, ne vem, noro, ne, zdaj so spet lopovi, jih je treba ne vem kam pošiljati. To se pravi, vse smo obrnili na glavo in dobimo recimo danes en presek tega programa, če to nekdo cel dan posluša in prek radia in teh radijskih programov in prek televizije, da je v bistvu socializem fajn, da je škoda, da smo šli iz Jugoslavije, da smo izgubili in da je vsi te, ki nas vodijo, da to je res katastrofa in moramo paziti, samo da ne bo spet ne vem kaj, ne vem kdo, ne. Saj vemo kdo ali pa lahko si mislimo, ne. Ja. Jaz se spomnim še, ko sem bila še majhna, je pri nam velikokrat zvečer RTV se predvajal, pa je bil na televiziji, pa sta ga starša gledala. Pa, ko se je enkrat korona začela, se je pri nam to čisto ustavilo. Pri nam RTV ne more več biti prižgan, ker je nonsens, tako kot ste prej rekli. Res, prav treba ga je ugasniti, ker drugače se že nekdo jezi pri nas v hiši. Tako je, spravijo te v slabo voljo. Ti si pravzaprav razkurjen, preden sploh ven iz hiše stopiš. Tako. To je res, ja, že zjutraj. Ja, tako. Zdaj, tukaj ste omenili dve stvari, v bistvu dve vprašanji sta mi prišli na pamet. Ena stvar je, ste omenili, da že od začetka, že od samostvojitve naprej, v bistvu skozi propagirajo Jugoslavijo. A je to sploh povezan s politiko? To sploh ne bi smel biti povezan s politično stranko. Vse politične stranke v Sloveniji bi mogle biti za Slovenijo. Ja, tako je. Ne, lejte, primeren zgled je Hrvaška. Kaj počne Hrvaška? Hrvaška nikoli ne dela propagande, ali pa mogoče imajo zdaj zadnja leta tudi oni neke politične stranke, ki so bolj srbsko usmerjene, mogoče bolj jugoslovanske, ampak to je svoboda govora. Ne pa, da bi celotna država navijala, ves ta državni aparat, če pogledate njihovo zunanjo politiko, oni so vedno za Hrvaško, ne glede na to, ali je to rdeča ali zelena ali modra Hrvaška, ni važno, oni so za Hrvaško. Tega mi nimamo. To nam manjka in ljudje to potrebujejo. Žejni so kot puščava vode, ljudje, da bi imeli malo več tega domoljubja tudi v programu, tudi, da bi tudi novinarji to malce propagirali. Ampak tukaj se očitno ustavi na ravni urednikov, uredništev, ki so na nek način v funkciji nekoga drugega, očitno. Je pa hvala Bogu, moram dodati, se opravičujem, ste hoteli nekaj vprašati, je pa hvala Bogu, imamo zdaj te nove medije in podcaste, da si človek nabere tiste svoje podcaste, ki jih ves čas posluša in da je praktično miren. Seveda vprašanje, a je to zdaj v redu, ker nacionalka bi morala odpirati te
balone, te cone ugodja, ne? Ker v svojem mišljenjskem krogu sem jaz v svoji coni ugodja. Tisto, kar poslušam, mene potrjuje v tej misli in se počutim dobro, ne? Vendarle bi morala imeti nacionalka eno vlogo, da širi obzorje iz te in one strani. Ja. A ne, ker potem ste pa omenili še, da se pa zdaj nekako propagira tudi ta woke, pa se pravi za evtanazijo je bilo veliko, pa za splav je veliko. To pa je politično. Ja, to je čisto politično. A ne, kako je to v bistvu fair? To ni fair do ljudi, a ne? Da se to v bistvu propagira. Ne, seveda, veste kaj, ker ta politika je tudi tukaj samo v funkciji, zadaj so pa lobiji. Tukaj so lobiji, imate farmacevtski lobiji, imate lobiji nekih, ne vem, trgovine z organi, transplantacijski lobiji, karkoli, čeprav to danes za Slovenijo ne velja. Ne moram reči, da je zdaj Slovenija transplant vpet v nekaj, ne, ampak vendarle v tem globalnem smislu so dogodki take vrste in seveda so ljudje na to opozorili in jim že ni bilo prav, ne, zdaj ne smemo o tem govoriti, to so laži. Zakaj laži, če se v Kanadi, v Belgiji, na Nizozemskem neke stvari dogajajo in iz nekega malega zakona, ki seveda se dotika samo nekih bogih starih, ki trpijo, se to kar na lepem razširi v 10 letih z nekimi novelami zakonov na pol populacije. Slovenija je premajhna, da bi si lahko privoščila tak zakon. Kako pa je to dvoje povezano? Kako je to, ne vem, sovraštvo do Slovenije ali pa nenaklonjenost osamosvojitvi, pa ta woke agenda v bistvu povezana? A to sploh je povezano? Ja, je. Glejte, če gledate Pariške olimpijske igre, ne, kjer smo videli v bistvu predstavo tega, kako je to povezano, ne, to so pač ta woke agenda, ne, oni so se norčevali iz rimsko-katoliške cerkve, oni so se norčevali iz poslednje večerje, oni se pravzaprav zdaj v vseh porah lezejo noter v tisto, kar je prej izpolnjevalo duhovnost in dušo posameznika. To je Bog, ne. V bistvu vera, a veste, in zdaj tukaj bi se radi noter usedli. Tukaj bi oni zdaj radi to presekali, izpraznili, izvotlili človekovo duhovnost, ne, človekovo dušo in noter v bistvu nalili v ta prazen sod, karkoli noter vržeš, v to kanto prazno, potem to pozvanja, ne. Tukaj bi radi oni črtali Božje. V redu. Če se pa zdaj mogoče prestavimo malo bolj v te aktualne tematike. Nekaj časa nazaj je RTV protestiral. Kaj je bilo to? Proti čemu so oni protestirali? Pojma nimam. Me preveč vprašate, ker mislim, da je to najbolj noro in to, kar se zdaj vi vprašali, je dobro, jaz od marca 2024 nisem več na RTV, ampak ta njihov štrajk in ti aktivisti, jaz tudi sama nisem vedela, kaj točno želijo, ker so me ljudje zunaj spraševali in so rekli, poslušajte, pa kaj zdaj vi, dajte se zmeniti, ne? Saj se ni bilo česa meniti, ker praktično ni bilo nobenih zahtev. Saj to sploh ni bil tak štrajk, da bi rekli, dajte nam plače take. Majčkeno so se zmišljevali, malo so vlekli sem pa tja. Oni so preprosto želeli, glede na to, da je v svetu RTV bila večina bolj desno usmerjenih strank, so želeli enostavno to obglaviti in predvsem so želeli preprečiti, da bi tem nastavljenim direktorjem, temu vodstvu RTV, ki je bil bolj recimo desno usmerjeno, da bi mu preprečili, da bi uspelo pripraviti program. Te štrajki so imeli namen, da to vodstvo nima programa, ne more funkcionirati, ne. To je bilo glavni namen tega in jim vedno tudi ni uspelo, ne. Uspelo jim je potem šele, ko so iz Evrope intervenirali, ne, ko je prišla ta podpredsednica Evropske komisije Vera Jourova in je potem pritisnila na Ustavno sodišče, kar je zdaj vidno iz zapisnikov, to se ne izmišljujemo, ne, očitno. Morala je celo Evropa posredovati, da je zdaj ta zakon se potem uveljavil, da so obglavili vodstvo, da imamo zdaj depolitizirano pač RTV, da so te, ki so stali odzunaj na pločniku 2 leti skoraj, ne, v teh majicah nikogaršnji hlapci, pokazali, da dejansko tudi ta beseda nikogaršnji hlapci, v bistvu je treba jo razumeti kontra hlapci, ne, in so zdaj pokazali, čigavi hlapci so, ne.
Med protestniki je bila tudi Erika Žnidaršič, ne? In zdaj so ji cenzurirali Tarčo. A bi tukaj lahko rekli, da revolucija žre sama svoje otroke? Ja, lahko bi to rekli, ja, lejte, je dosti žalostno, ne. A veste, saj mi smo ves čas, vsaj jaz osebno mislim, da sem naredila nekih 13 oddaj v zvezi s tem zakonom, ne, ki se je obetal. In vedno sem tudi vprašala, kako boste vi potem nekoč kot novinarji, ko bo to nova vlada, ne, oni so želeli Goloba, imeli ga bomo, imajo ga, imamo ga vsi, kako boste potem ustvarili to distanco? To je bilo vedno vprašanje. Ne moreš ti toliko zagovarjati nekega politika in potem se ti to zgodi. In zdaj se je točno to zgodilo, žal, ne. Žal se je to zdaj zgodilo, tudi tej Eriki. Zdaj, Tarča je bila v bistvu še mogoče eden zadnjih tistih ostankov nekega pluralizma na RTV-ju, pač sploh v tem političnem smislu, a ne. S čim v bistvu mi pa ostanemo, če ne moremo več imeti soočen različnih pogledov na naši nacionalki? Lejte, na nacionalki ostanemo s praznino, ampak imamo druge medije, ne. A veste, vse so komercialni mediji, pač moramo opazovati čim več medijev, da potem in proučevati, brati tudi podcaste in potem si ustvarimo neko mnenje. Nacionalka recimo zdaj, če bodo to pri Tarči pač naredili neke spremembe, saj smo vedno mi rekli, tudi sama sem se zavzemala za to in naredili smo oddajo, da poleg Tarče, ki je zelo, človek bi rekel tako, malce ekstremna, v bistvu preiskovalni novinarji nekaj najdejo in potem je ta debata je malce ekstremna. Sem se zavzemala za to, da bi imeli neko omizje in smo tudi dobili potem oddajo, mislim, da je bila Aktualna, je bila ta zadnja, oziroma Arena, pardon, bilo že zelo veliko oddaj, ki je seveda malce imela malce več časa za debato, a veste, da ima nekdo čas, da razloži, kaj misli in zakaj tako misli. In to potrebujemo. No, zdaj bo pa v Tarčo prišla takega tipa oddaje, neko omizje, ki bo praktično na nek način manj gledljivo. Ne bom rekla, da bo negledljivo, ampak bo bistveno manj, ker treba je pa spet vedeti, da Tarča vleče gledalce, ker je malce provokativna, ker je majhen eksplozivna in ljudje to gledajo in je to na nek način neka gladiatorska igra in to vleče tudi reklame, ne. To je slabo za RTV Slovenija, ne. Tako da kaj bodo zdaj ljudje imeli? Bodo imeli neke pogovore, ne, za katere pa spet ne vemo, ali bodo prišli stvari do dna, glede na to, kdo bo gost, ki bo nekaj razlagal, skratka, nihče več ne bo tega gledal. Ker v Tarči si vsaj videl neko zgodbo, je bilo vsaj preiskovalno novinarstvo, je bilo nekaj raziskano in poglobljeno, zdaj pa, če ne bo denarja, če zdaj ta kolega ne more več to delati, ne, pač tega ne bo, ne. Ker Erika je v osnovi imela samo pogovor. Vi morate razumeti, da Tarča je imela zelo močno zaslombo v sodelavcih, ki so raziskali, oni so delali preiskovalno novinarstvo, Erika je pa potem se pogovorila o tem, ne. Kako bo zdaj, kakšen bo nov koncept, da bomo videli. Tukaj se mi zdi, da pridemo zdaj do tega res problema te naše nacionalke, ne, v bistvu, da ljudje moramo plačevati prispevek in da v bistvu dobimo en prazen prostor ven iz tega. Ja, tako je, ne, lejte, se zdaj je v en zakon so vložili, mislim, da je Resnica, gospod Stevanovič je vložil zakon v Državni zbor, ki bo po vsej verjetnosti obravnavan, ne vem, ali bo sprejet ali ne, da se seveda preneha s tem plačevanjem tega prispevka vsem državljanom, ker že zdaj je ta vlada, pa ta ministrica za kulturo, gospa Vrečko, je že zdaj nekako uveljavila in je sprejeto, da bo iz proračuna plačano to, kar je za narodnosti, program za narodnosti in glasbena produkcija. Tako da že zdaj se nekako proračun pretaka v RTV, pa tudi prej se je pokrival. Tako da seveda treba bi bilo razbremeniti ljudi, in da bi zato, kar se plačuje tudi pri drugih teh, ki zagotavljajo druge TV programe, da se dobi neko objektivno informacijo. To, informativni program je najbolj pereč, tukaj je največ. Vse ostalo mogoče še gre. Čeprav tudi filmi so velikokrat taki volk, a veste, filmi, ki ne vem, a čem to gledati? Ne, to ne bomo gledali. A razumete, ne ve, tudi pri filmih, pri izboru drugih teh kulturnih vsebin je včasih tudi kaj problematičnega. Zdaj, recimo,
Dve taki dobri oddaji, ki sta na RTV-ju še bile oziroma sta še, se še borita, da ostajata, sta Intervju pa Pričevalci, ne. In zdaj se to tudi želi. Intervju se je prestavil na neko negledljivo uro, Pričevalce so hoteli čisto ukiniti, pa so zdaj nek kompromis, neki na pol bo, neki ne bo. Ja, Kako glejte, to komentirate? to je tako, ne. Če želiš, da neke stvari nekdo ne gleda, jo daš ob polnoči, a ne. Tako da vem tudi recimo oddajo, ki sem jo sama vodila, Polnočni klub, so tudi porivali in na koncu izrinili ven, ne. In seveda žal je tudi za Intervju tako, ne, a veste, ker odvisno od voditelja, odvisno, kam bo šel pogovor, kdo bo gost, recimo ta gospa Cankar Soares že ni smela priti, a ne, lahko pa so vedno prišli, Jaša Jenull, ne, ga je imela sedanja direktorica, ves čas je to levo agendo porivala v program, ne. Vse te levičarje, ki so zdaj, ali pa ki so protestirali, pa na cesti, ves čas je bila ta leva agenda in tistega, ki ga povabiš, ta potem govori to svojo zgodbo. In tudi te leve zgodbe so bile enostranske, a ne, tako kot so očitali kolegu Možini. Tako da škoda, ja, tako, zdaj so to porinili tja. Pričevalci so pa tudi zelo zanimiva oddaja, ne. Seveda jaz včasih je tudi že zdaj bila bolj ponoči, ne. Včasih, če sem kje na dopustu v Sloveniji, pa v kakšnem hotelu potem gledam, sem naletela večkrat na te Pričevalce. To je bilo neverjetno zanimivo. To je v bistvu ta del te zgodovine, ko greš ti na teren in je kolega Možina ujel še ljudi, ki so še živi, da o tem pričajo. Seveda so to potem spet uravnotežili z nekimi levimi Pričevalci, recimo, ne. Je partner direktorice Lombergar to, zdaj si to oddajo nekako domislil in izmislil. Vendar v tej oddaji tudi, zdaj so zgodovinarji, recimo gospod Dežman je opozoril na neke netočnosti, glejte, vedno se plasirajo neke polresnice, ne. To je tisto, kar je moteče praktično. Ja. Se pravi, spet neka cenzura, pa cenzurira se spet nekaj, kar je pač za osamosvojitev Slovenije, proti komunizmu. To bo res težko. To bo ful časa rabilo zdaj, da bo, če bo sploh kdaj prišlo nazaj na neko čisto Veste kaj, raven. vse je odvisno samo od nas. Ne, mi si lahko naredimo program, spet uvedemo nazaj. Recimo prva stvar, praznik, konec koncev nimamo praznika, ko smo končali s komunizmom, to imajo vse vzhodnoevropske države, vsi imajo nek trg, nek spomenik, dio komunizem ali karkoli, tega ni več, ne, tega mi nimamo, ne. Treba je s tem presekati tudi na tej vizualni ravni, te spomenike preprosto odstraniti v nek muzej, kamor tudi sodijo vse te kardelje, Kidriče, revolucijo, vso to navlako, dajmo to že spraviti, Tita iz Velenja, ampak to bodo ljudje, a veste, ko bodo enkrat vse to odpeljali, ker to je noro, to je tako smešno, glejte, tega si tudi tujcem ne upamo več kazati. Jaz sem turistični vodnik po Ljubljani. A mislite, da kdo vpraša, kje imate, ali imate Tita, pa kje imate to? Pa to ljudje več ne. Nekoč je prišla neka delegacija za izmenjavo, mislim, da je bila mariborska gimnazija imela izmenjavo s Kitajci in so prišli ti srednješolci že pred leti in sem potem se doma pripravljala, sem rekla, čak, moram malo pogledati, kje smo mi že imeli spomenik Stalina, pa to, da sem majhen pregledala, ker tudi tega smo imeli, ne. Pa sem mislila, da me bo to kdo vprašal. Pa veste, kaj so mene te kitajski otroci spraševali? Kje bomo kupili Nike Superge? Kje lahko kupimo? Jaz sem potem v BTC-jih usmerila, seveda, ampak glejte, cel svet je šel preko, nihče več tega nima, ne. Dobro, Ho Ši Minh je v Vietnamu še vedno, ampak je tam, ne. Razumete, vsi so šli mimo, so prestopili v novo fazo, mi pa vlečemo in vlečemo tole in nekega dne bo prišlo to, ne. Treba narediti točke, program, to prestaviti, obeležiti, a ne. Upam, da bomo to naredili. Na mladi generaciji je to, ne, da to naredi, ker mi, ta stari ne bomo več v funkciji, da bi to lahko storili, ne. Ja, saj tudi to, da se je zdaj programski svet spremenil v svet RTV-ja, ima nek pomen, ne, to nekaj odzvanja, da zdaj pa tega programa ni več, ne. Ja, ni programski več, ja. Ja. To je zdaj svet, to je zdaj neka ideološka policija, če hočete, a ne. Skratka, saj bo to tudi zamenjano. Jaz mislim, da bo. Jaz sem optimist. Mislim, da je toliko neke energije v slovenskem narodu, da bo to zamenjano. To je zdaj nekaj začasnega,
Mogoče čez 10 let bo pa ta intervju bi pa potekal že popolnoma drugače. Boste pa že vi ena ugledna novinarka, voditeljica nekje in boste že vi te teme odpirali na nacionalki mogoče. Mogoče pa res, Ja. če me ne bojo cenzurirali. Ne, sej ne bo tako hudo. Glejte, sej to ni zdaj raketna znanost, da tako rečem, ne. Pač sej vemo, kaj je treba. Treba je enostavno negirati to, kar so teli naredili, ne, levičarji, da zdaj ni tega spomina na komunistične zločine pa vsega tega, to so vse pospravili in tu so bili močni zato, ker vedo, ker lahko, ker imajo oni tako premoč v parlamentu. Ampak to je zdaj samo še 3 mesece, ne. Ja, pol bomo pa videli. Pol bomo pa videli, ja. Ste optimistična za... Ja, Naslednje jaz sem volitve. optimistična, ja. Jaz mislim, da so ljudje, ker če drugega ne, recimo, a veste, bodo ljudje gledali skozi svojo denarnico. Ne. To pa ja vsak ve, koliko je dal v trgovini, a ne, koliko je dobil plače, kdo nam je zdaj vsem vzel 1%, ne, tudi vam konec koncev 1% za vašo dolgotrajno oskrbo, Naja. Kje še to, še moja je daleč. Vi sploh ne boste, ne vemo, kaj bo, a ne, in zdaj vlečejo to dolgotrajno oskrbo, ki smo jo pravzaprav že prej imeli s tem, da je bila plačana iz zasebnih žepov. Ne. Vidite, kako uvajajo ta socializem in komunizem nazaj, da vsem vse poberejo za peščico. A ne, saj so že prej imeli ljudje dolgotrajno oskrbo, saj nihče ni ležal praktično v svojem blatu v domu starejših občanov. Saj je bilo, pa je bilo treba kaj dodatno plačati, pa so imeli ljudje različne cenike, različne položnice, a ne, zdaj pa spet vsi enako. Varčevali bi za starost, pa bi imeli, ne vem, kaj naj rečem, ne. To izenačevanje je tako moteče, ta socializem, da mora vsem pobirati, ker s tem uničujejo tisto, kar je dobro, uničujejo podjetnike, uničujejo te, ki ustvarjajo dodano vrednost. Jaz nisem proti socialni državi, ampak ne moreš zadušiti. To je tako, kot da bi midve posadile travo, berivka oziroma solato na vrt, a ne, zraste prva berivka, ajde z valarjem jo takoj povalamo, ne. Pa ne bomo imeli solate, če bomo povaljali vse, kar zraste na tej naši njivi. Se ljudje odhajajo ven, se ni več firm, ni več v Sloveniji. Ne more se ti izmišljevati, take obdavčitev, potem gredo ljudje na Hrvaško. A mislite, da bojo zdaj za 3 mesece prišli nazaj? Ne? Ker zdaj so pa spet rekli, ne, zdaj pa spet nazaj obdavčitev. Saj to je noro, saj podjetja ne funkcionirajo tako. To je tako kot en Titanik. To se obrača počasi, to ne moreš zdajle tako, zdaj je božičnica, zdaj ni božičnica. Mogoče pa dajte vzeti kredit, ali pa dajte... Kakšna norost je to? In v tem smislu teh lastnih prihodkov in davkov in vsega tega, kar obetajo, spet davek na nepremičnine, a ne, spet to obetajo, in tega strašenja, tukaj mislim, da bo ljudi in jih je že srečala pamet. Ja, tukaj se moramo v bistvu zavedati 2 stvari. Prva je ta, da tisti največji socialisti, ki bi jemali, se pol usedejo v nek hud avto in se z njim odpeljejo. Ja, To je ena stvar. Ja, tako je. Druga stvar je pa to, da v bistvu ustvarjajo neugoden prostor za investicije drugih držav, da ustvarjajo neugoden prostor za Slovence, ki bi želeli tukaj ustvarjati, in potem, če denarja ni v Sloveniji, če se ne obrača v Sloveniji, vsi slab živimo. Seveda. Glejte, primer so, recimo, pa ne bom zdaj povedala imena, ampak neka firma prodorna dobila nagrade, ki so jo ustanovili mladi podjetniki. Oni so vsi levičarji, po srcu, po govorjenju. Imajo super firmo, prodorno firmo, ampak veste, oni jo imajo registrirano v Ameriki v Delawareu. In so jim ljudje rekli, če si tak levičar, a si šel v Delawareu, kapitalizem? Ja, to je ta resnica, to je ta njihova laž, a veste. Oni nekaj govorijo, delajo pa spet drugače. To je velik problem sploh te levice in levičarjev. Pa ne bom zdaj povedala firme, ker nočem delati škode, ampak to je, če bi pogledali tudi vse njih, kje imajo oni registrirani firme, od kod ta denar priteka, kaj se dogaja s tem. To je ta problem. In konec koncev ta evtanazija oziroma pomoč pri samomoru. Če smo tako sočutni, a ne, pa naj zavarovalnica plača tem parim, ki bi radi šli, ne grejo v Švico. Zakaj bi mi celoten sistem tukaj vzpostavljali? Ne bo to ena od zavarovalnih postavk. Kdor si to želi, mu plačamo, gre v Švico, kjer to dela privatno podjetje. In to je to. Mi tega ne rabimo kot neko industrijo smrti.
Mogoče zdaj za konec še malo ta referendum res pokomentirava. No, zdaj so prišle ven, lih včeraj sem brala informacije, da bi se ga razveljavilo, pa ne vem kaj, ker je pa cerkev se vmešavala noter no, Ja, kampanjo. v kampanjo. Ja. Ja. Glejte, Kaj je to je to? tako. Če želijo to razveljaviti, oni v bistvu de facto razveljavljajo svobodo govora v Sloveniji. Ne mi reči, da jaz recimo bi napisala komentar v časopis v zvezi z temo tega referenduma, ne bi smela nič reči, ker se nisem prej prijavila na kam? Na sončno upravo ali kaj. Mislim, se imamo mi vsi pravico govora, se to ni neka kampanja, zdaj pa samo te, ki ste se prijavili, a ne? Namesto, da bi te, ki to forsirajo, v bistvu odgovarjali na argumente, zakaj bi morali, recimo zdravniki, ki bi naredili ta samomor, asistirali pri samomoru, tega ne napisati, zakaj je to treba skrivati, zakaj se podatki brišejo po 5 letih. To so bila čist konkretna vprašanja, saj se ni nihče nič izmišljeval, se vse piše v tem njihovem zakonu, ki je bil preprosto slab. A ne? In tukaj vidiš, da je nekdo, da v bistvu so bili te ljudje, ki imajo neke težke osebne zgodbe, zlorabljeni, da jih je očitno nek lobby iz ozadja porival v to situacijo, ki smo ji priča v nekaterih državah, a ne. Počasi spet na Sloveniji se spet dela nek eksperiment, ne. Naša država, boga država, mi smo res zreli, da smo neke laboratorijske miši za vsako neumnost, a ne. In spet so na teh ljudeh, ki so doživeli neko zgodbo, in jaz verjamem, da je bila slaba in trpeča, so spet poskušali celo Slovenijo pahniti v nekaj drugega, kar sami mislijo, da so želeli narediti. Ja, ker to je meni res zanimivo, a ne, da se v bistvu, kdo drug se bo pa kle oglašal, če ne cerkev? Kdo drug? Ker to je moralno vprašanje. Moralno vprašanje vseh verskih skupnosti, lejte, Vseh, ja. zdaj napadajo katoliško cerkev, ne, saj so tudi muslimani, so tudi, ne zdaj rečejo muslimani, to pa ne. Ne, to se pa nihče ne upa reči, ne. Pravoslavna cerkev je ravno tako bila zraven, ne, evangeličani, ravno tako. Ne, zdaj samo spet katoliška cerkev, ne. To je iz tega znanega OF-ovskega modela, a ne, revolucionarnega, da smo proti cerkvi, a ne, to je ta ruski model, kjer so vse pobrali, kraljevo družino pobili, Romanove pobili, vse pobrali, to je ta ruska revolucija, ki še vedno tli v glavah teh naših ostarelih politikov, ne. V Sloveniji se vedno vrnemo pol nazaj k komunizmu, ko Ja. pride do težav. Ja, veste kaj, zato ker nismo počistili z njim, ne. Ko bomo mi pokopali vse pobite, ki jih je bilo, Tito je ubil 1 milijon ljudi, ko bomo to priznali, da je bila to napaka, takrat bo red. Zdaj si pa vi predstavljate, te ljudi, nepokopane, ležijo nekje po gozdovih, neke kosti, duše ne morejo oditi. To je to. To je to. Vida, najlepša hvala, da ste si vzeli čas, da ste nam mladim prišli razložiti, kaj je to RTV, kaj se tam dogaja, kakšne so napake, kakšne so možnosti za izboljšave. Vam pa tudi hvala, da ste gledali in se vidimo v naslednji epizodi.